Na prvi pogled se zdi paradoksalno. Kako bi lahko bilo koga strah uspeha? Navsezadnje si vsi želimo uspeti, doseči svoje cilje, živeti življenje, o katerem sanjamo. Toda strah pred uspehom je prav tako resničen kot strah pred neuspehom in pogosto še bolj subtilen. Je tisti tih, nevidni sovražnik, ki se prikrade v trenutkih, ko smo tik pred velikim prebojem. In namesto, da bi naredili ta odločilni korak naprej, se ujamemo v občutek dvoma, negotovosti in samosabotaže. Strah pred neuspehom se lahko kaže na različne načine. Morda se tega ne zavedamo, a ko smo na pragu nečesa velikega, mogoče napredovanja, novega projekta, osebne preobrazbe, se nenadoma pojavijo izgovori, razlogi, zakaj mogoče še ni pravi čas, zakaj morda še nismo pripravljeni. Morda se začnemo prepričevati, da nismo dovolj dobri ali da si ne zaslužimo tega uspeha. Ta notranji boj je večplasten in pogosto izhaja iz globoko zakoreninjenih prepričanj, ki jih nosimo s seboj že leta, včasih morda celo celo življenje. Ko razmišljamo o uspehu, večina ljudi pomisli na nek zunanji vidik, boljši položaj v službi, večje finančne prihodke, večjo prepoznavnost. Toda uspeh ni vedno le zunanja manifestacija. Je tudi globoko neko notranje potovanje, kjer se soočamo s svojimi največjimi izzivi, svojo ranljivostjo in prepričanji o samih sebi. V mnogih primerih nas ne ustavi strah pred tem, da ne bomo dosegli svojih ciljev, temveč strah pred tem, kaj se bo zgodilo, ko jih enkrat dosežemo. Eden izmed razlogov, zakaj se bojimo uspeha, je strah pred spremembo. Uspeh prinaša s sabo novo realnost, nove odgovornosti, morda celo večjo vidnost in pričakovanja. In kaj se bo zgodilo, ko stopite iz te cone udobja in začnete živeti na način, ki od vas zahteva več? Morda se bojimo, da ne bomo kos temu, kar bo prišlo, ali da bomo izgubili morda del sebe. Uspeh namreč pogosto zahteva, da pustimo za sabo stare navade, neko omejujoče prepričanja in včasih tudi ljudi, ki niso več usklajeni z našo novo vizijo življenja. Ta strah pred spremembo lahko povzroči, da nezavedno sabotiramo to neko svojo novo pot. Morda se zalotimo, kako odlašamo, kako morda prelagamo neke pomembne naloge ali pa se izogibamo priložnostim, ki bi nas pripeljale bližje temu cilju. Morda si celo rečemo, da bomo naredili korak naprej jutri, a ta jutri nikoli ne pride. Na koncu postane varneje ostati tam, kjer smo, kot pa stopiti naprej v neznano, ki prinaša uspeh in z njim tudi povezane izzive. Pogosto je strah pred uspehom povezan s tem globjim občutkom nevrednosti. Mnogi smo se soočali ali se soočamo s tem notranjim prepričanjem, da nismo dovolj dobri, da ne zaslužimo si nekega uspeha, ki nam je na dosegu roke. To prepričanje lahko izvira tudi iz otroštva, iz nekih preteklih izkušenj ali družbenih sporočil, ki smo jih prevzeli kot lastne resnice. Ko se to prepričanje usidra v našo podzavest, postane naš največji nasprotnik. Ne glede na to, kako močno si želimo uspeti, nas notranji glas prepričuje, da nismo vredni tega, kar si želimo. Toda uspeh ni nekaj, kar si moramo zaslužiti. Je nekaj, kar je naravni del življenja, ko sledimo svoji poti. Ko se odpremo ideji, da je uspeh del našega potovanja, se začnejo stvari premikati. To res ne pomeni, da se moramo spremeniti v popolne ali neustrašne posameznike. Pomeni, da začnemo prepoznavati svoje vrednosti, da začnemo prepoznavati svoje talente in pa sposobnosti, ter si dovolimo, da res zasijemo. Strah pred neuspehom je le ovira, ki nas ustavlja na poti do tega resničnega potenciala.
Notranje delo je potrebno, da presežemo ta strah in seveda zahteva naš pogum. Zahteva, da se soočimo s svojimi temi globokimi prepričanji, ki nas omejijo, in jih preoblikujemo v moč, ki nas vodi naprej. Ena izmed poti do tega je, da začnemo raziskovati svoja notranja prepričanja in jih postavimo pod vprašaj. Zakaj v bistvu sploh verjamem, da nisem dovolj? Kdo nas je prepričal, da si ne zaslužimo uspeha? Ko enkrat začnemo razkrivati te miselne vzorce, postane res očitno, da so le iluzija, ki jo lahko presežemo. Hipnoterapija je eno izmed orodij, ki lahko pomaga preoblikovati ta prepričanja. Z dostopom do globokih plasti naše podzavesti lahko odkrijemo, od kod prihajajo naši strahovi in jih začnemo spreminjati. Nič več nismo ujetniki svojih preteklih izkušenj ali prepričanj, temveč postanemo kreatorji svoje neke nove resničnosti. Ko se osvobodimo teh notranjih blokad, postane uspeh ne le dosegljiv, temveč naravni proces našega življenjskega potovanja. Na koncu koncev gre za to, da prepoznamo svojo moč in se odločimo, da bomo kljub vsem strahovom stopili naprej. Uspeh ni nekaj, česar bi se morali kadarkoli bati. Predstavljajo vrata, ki se odprejo, ko začnemo verjeti vase in si dovolimo živeti v skladu s svojim resničnim potencialom. In ko enkrat naredimo ta korak, postane potovanje lažje, saj vemo, da smo pripravljeni na vse, kar pride z uspehom vred. Ne le na tisto neko zunanjo nagrado, temveč tudi na notranjo preobrazbo, ki nas izpolni na naši najgloblji ravni. Jaz pa s te strani navijam za vaš uspeh. Pa se vidimo v naslednjem videu. Čudovit dan še naprej.